Ali smo brez rutine in trdega dela lahko zadovoljni in dobro živimo? Vajne dnevne rutine, vprašaj. Ja, jaz mislim, da brez rutine, odvisno od človeka. Za nekoga je rutina to, da ni v rutini in bi ga omejevalo to, da mora imeti rutino, se pravi, hoče se vsak dan zbuditi, ne vem, kaj bo danes. In ga to drži, ne? Za nekoga je pa to pekel, hell. Da se zbudi in on je v bistvu v resnici zelo organizirana osebnost, karakter in ima pred sabo dan, ker si ga ni zorganiziral. Tako da je kle po moje čisto odvisen od karakterja. Moje dnevne rutine. Zjutraj načeloma se raztegnem, delam ene vaje za mobility. To je recimo, ponavadi jem ob istih urah, to so neke rutine. Čisto zato, ker zdaj imam zelo strukturiran dan zaradi dela, ki ga delam in so dnevi zelo enaki eni drugi. Tako da to samo skrbim, da se zjutraj nekako, da imam skozi isto stvar, ki jo naredim. In če tega ne naredim, se slabše počutim. Jaz se strinjam s tabo. Mislim, mene je življenje brez rutine pripeljalo skoraj do samomora. Če bi jaz eno stvar takrat, ko sem jo pač imel težavo, bi rekel, zakaj? Zato, ker nisem imel rutine. Oziroma bolj rutina ima tako negativno konotacijo v družbi kot neki boring. Zato jaz bolj rečem strukturo. Imaš strukturo v dnevu, na katero se lahko ti upreš, v smislu, da ne rabiš razmišljati, kaj bom zdaj delal, v kjer fitness bom šel, kaj bom zdaj jedel. To outsourcaš v rutino. Ona je tam kot steber. In jaz mislim, da je izredno pomembno, da ljudje, ki nimajo pač vsaj neke strukture v dnevu, začne glava delati in ni prijetno biti v sebi noter. Moja dnevna rutina je, to sem večkrat izpostavil, jaz se ful uprem na tega Hubermana, ta zdravnik iz Stanforda, neuroznanstvenik, ki ima podcast, in on govori o life hackingu, biohackingu, kako izboljšati, kjere suplemente jesti, kdaj trenirati, kdaj v savno, vse te stvari. In tukaj je ful preveč kontenta za moj okus. Eni grejo zelo globoko v to in si vse optimizirajo. Meni je bil pa všeč en tweet, ki ga on napisal, je rekel, vse, kar govorim, to so pa 3 najpomembnejše stvari. Prva, da zjutraj, ko se zbudiš, greš takoj na sončno svetlobo. Zato, ker ti sončna svetloba pade predvsem na oko in tudi na kožo, se enih 200 procesov sproži, ki dajo signal tvojemu telesu, da je zdaj dan in da naj se zbudi. In greš iz moda spanja v mod budnosti. In ti rabiš sončno svetlobo zjutraj. Če tega nimaš na voljo, tako kot so zdaj dnevi, jaz pridem v to pisarno, tukaj delam in si prižgem te studijske luči in pač to tudi malo pomaga, ker je modra svetloba. To je prva stvar. Druga stvar je, da zdaj napeljem na sprehod, se pravi že neko premikanje, zunaj dobim svetlobo, potem pa meditacija, to tudi on prav. Se pravi, on prav, sončna svetloba, meditacija in pa telovadba. To so 3 stvari, ki imajo največji efekt. Če tega ne delaš, ne se ukvarjati s temi suplementi, pa ne vem, ker nisi naredil, mislim, nič dobrega zase. In pa ful v savni govori. Tako da jaz lahko rečem, ne vem, skoraj vsak dan, ampak bolj v povprečju je enkrat na 2 dni sem jaz v savni. Kleja v sanju. Kleja. Kaj imaš to letno karto? Koliko pa je ta sanji? Na leto je po moje 1500 €. In pač, če ti je savna všeč, mislim, meni je tako brez razmišljanja plačam to, ker... Se pravi, greš recimo 200-krat v enem letu. Ne, nisem nikoli razmišljal, ampak kadar imam čas, grem. In tam dobim copatke, brisače, tako da ne rabim brisače pred. Plašč imam svoj, lahko bi ga pa tudi tam najel.
In kaj je še ful pomembno, ne, sploh za fante, to, kar Huberman govori, to niso savne, ko gre nekdo v orhidelijo, pa se tam hecaš mal, 5 minut si noter, 10, to je delo. To je minimalno 20 minut na 80 do 100 stopinj. Finska. 80 do 100 stopinj. Jaz poznam v Sloveniji do savana, ne, redko kjera je na 90. V Sloveniji boš zelo težko najdu tako vročo savno. To je res. V Sanju je tam 80-85, konstantno. Ne. Tako da najdi vročo savno, potem pa minimalno 20 minut noter, do 30 minut. To je zelo težko za večino ljudi. Ven, mrzlo tuš ali pa mrzla kopel, 50 minut, še enkrat noter, še en tak session. In to narediš 3-krat. Trikrat? Se pravi, 6-krat si spal skupaj? Ne, 3-krat, 3 sessione, se pravi 3-krat si v savni. Aha, 3-krat. 3 te sessioni. Ne? In obstaja neke raziskave, da se ti rastni hormon za 3-krat poveča. A res? Ja, to so zelo priznane študije, ne, glede savnanja. In sploh za moške, jaz mislim, da je savna zelo pomembna stvar, ker ti jača ožilni sistem, srčni sistem. Polovica ali pa tretjina moških bo pa umrl zaradi kardiovaskularnih bolezni. Tako da za longevity ti pomaga, za rastni hormon ti pomaga. Za ženske ne vem toliko, nisem se toliko spuščal. Tudi on, ne vem točno, nisem te študije šel gledati, a so na obeh spolih narejene. Ampak ja, savna je ena taka moja stvar. Rutina je. Meditiram, savnam se, mrzla kopel, pa še berem knjigo pol na ležalniku. Tako da je nek tak ritual, bolj kot rutina. A to greš zvečer? Ja, kaj se ob 3 šele odpre. Aha, popoldne. Ne, tako da.